spoštovani podžupan, gospod Boštjan Šeruga, spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, spoštovani gimnazijci, profesori, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobrodošli v slavnosti dvorane Ptujskega gradu, dobrodošli na dogodku posvečenem 35. obletnici Republike Slovenije. Torej, današnji dogodek poteka v soorganizaciji Muzeja in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Lepo pozdravljeni tudi spoštovani kolegi z fakultete. Zdaj, kaj je cilj današnjega dogodka? Rekel bi, ne samo analiza teh 35 let, ampak v prvi vrsti in predvsem nek kritičen razmislek, kritična ocena te prehojene poti. Zlasti pa verjamem, da bo veliko govora, razprave tudi o izzivih, s katerimi se pravzaprav danes soočamo, ne samo znotraj države, temveč tudi v evropskem merilu, pa seveda tudi v globalu. Torej, dogodek razdeljen v dva dela. V prvem delu bo govora o političnem razvoju, kulturnem, družbenem, v drugem o gospodarskem razvoju. Za oba panela je predvideno, da bodo panelisti, upam, da se bomo tega kar držali, približno uri in pol povedali bistveno. Seveda pa si želim, da bomo številna vprašanja dobili tudi strani vas. Torej, preden predam besedo kolegom v prvem panelu, vas bosta nagovorila še predstavnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, dr. Bojan Balkovec, in v nadaljevanju še v imenu mestne občine Ptuj gospod Boštjan Šeruga, podžupan mestne občine. Skratka, upam, da bo današnji dogodek koristen za vse, da se bomo vsi kaj novega naučili. V prvi vrsti pa vam seveda želim prijetno počutje na Ptujskem gradu v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Hvala in lep dan. Lepo pozdravljeni. Prebral bom besede, ki jih pravzaprav je napisala predstojnica oziroma vodja katedre za sodobno zgodovino dr. Kornelija Aljec, ki se opravičuje. Videli ste jo na vabilih oziroma na seznamu udeležencev, vendar je žal zadržana. Spoštovani gostje, cenjeni kolegi, dragi mladi. Na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo bili zelo veseli povabila Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in njegovega direktorja dr. Aleksandra Lorenčiča. Tudi sami namreč v okviru našega središča za javno zgodovino nenehno iščemo stik s širšo javnostjo, še posebej z mladimi. Ter skušamo prek dialoga poglabljati razumevanje preteklih dogodkov in njihovega pomena za sedanjost. 35 let je v merilu zgodovine v bistvu hipec, nič kaj dolga doba. Nekateri se pa seveda kljub vsemu še vedno živo spominjamo dogodkov leta 1991, nekateri mlajši pa so se pravzaprav v to državo že rodili. Ampak prav v tem namreč lahko razpravljamo o državnosti, o merilih, o času, je prednost tistih, ki to znamo na strokovni način postoriti. Vse to, torej državnost, politika, zgodovina, ni nekaj samoumevnega. Čeprav se seveda lahko zdi, ampak samoumevnost je lahko tudi pas. Zgodovinar je namreč po poklicu in po načinu mišljenja smo zavezani temu, da samoumevnosti ne pustimo pri miru. Naša naloga je, da ga razpremo, preizprašamo, umestimo stvari v širši kontekst. Namen današnjega srečanja je, da torej naj ne bo to neko ritualno ponavljanje že znanega, temveč poskus odgovora na kakšna vprašanja. V tem kontekstu bo seveda na koncu tudi možnost, tako kot običaj bi moral biti in
prepričan sem, da tudi je, torej, da ima tudi publika možnost neke interakcije z nami. Ne? Torej, se bo kakšno vprašanje, da ne ostane neodgovorjeno. Ptujski grad je za take vrste dogodek pravzaprav zelo primeren prostor. Ne? Na malo kraju se namreč lahko meri ali pa tehta z njegovo zgodovinsko težo. Grad je sicer priča nekega dolgega trajanja, zato je primeren prostor tudi za razmislek o državi in njenih prvih 35 letih. V gradu seveda čas teče malo počasneje, zato nas bo morda grad na nek način prisilil v morda malo bolj treznejše poglede. Posebej nas veseli, da je med publiko precej mlajših. To so tisti, ki so bili, kot rečeno, že rojeni v to državo, tako da nas njihova prisotnost izjemno veseli. Zgodovinarji na vprašanja ne moremo odgovarjati namesto vas. Lahko pa ponudimo tisto, kar je naše osnovno orodje, torej kontekst, primerjavo, zgodovinsko izkušnjo, kritični pogled. In prav to bomo danes poskušali tudi prispevati. Hvala Pokrajinskemu muzeju Ptuj, hvala mestni občini Ptuj za gostoljubje in organizacijo tega dogodka in seveda nenazadnje jasno hvala tudi vsem vam, ki ste prišli in predstojnica na koncu zapisala, da nam želi dobro razpravo. Spoštovani razpravljalci, cenjeni gostje, drage dijakinje, dragi dijaki, torej lepo pozdravljeni v tem izjemnem prostoru. Zahvaljujem se v imenu mestne občine Ptuj, Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož in Oddelku za zgodovino, pravzaprav, da je ta priložnost slišati tako izjemne strokovnjake z področja zgodovine o teh 35 letih in o stvarih, ki se nam v sedanjem času res mnogokrat in mnogim zdijo, da so prišle same od sebe in se zgodile same od sebe. Pa ni tako. Sam v bistvu kot zgodovinar se res danes veselim v bistvu vseh vaših razprav, novih vsebin, konteksta, za novo ali pa poglobljeno razumevanje vsega tistega, kar se nam je v vsem tem času dogajalo. Verjamem, da bodo mladi, pa mnogi drugi tudi slišali stvari, za katere pravzaprav so jih mogoče razumeli drugače, imeli kakšno drugačno vsebino. Tako da na tem mestu, v imenu mestne občine, tudi resnično še enkrat zahvala za to, da smo lahko priča temu dogodku na Ptuju. Vsem razpravljalcem pa seveda želim eno uspešno razpravo, vsem tistim, ki bomo imeli priložnost vas poslušati, pa veliko novega in tudi na nek način veliko vprašanj, ki se nam bodo v vaših razpravah postavljali. Hvala. Lep pozdrav vsem. Zdaj bomo začeli z našim prvim panelom, gostoma Vojnom Barkovcem in Božidom Frašmanom. Kot je bilo nakazano, za prvi panel je zastavljen precej široko. Namen nekako pokriti ali pa preleteti družbeno-politični in kulturni razvoj zadnjih 35 let, pri čemer pa imamo opravka še s kakšnim letom več, da se morda zdi. Neko izhodišče te razprave seveda treba postaviti v neko premislo tezo, ki se vedno pojavlja v razpravah o osamosvojitvi, ki se zelo pogosto postavlja oziroma tolmači kot neko točko nič. Se pravi, ki nima nič pred sabo in nič za sabo. Zdaj, realnost je precej drugačna. Če na samo osamosvojitev, na te procese pogledam malo širše, vidimo, da imamo tukaj ene dolge zgodovinske predhodne procese, ki jo spremljajo, ki jo sploh omogočijo in da seveda, da tudi njeno trajanje traja dlje kot zgolj trenutek, ker bo dosti razprava sednika, zgolj za samo vprašanje, kot je recimo privatizacija in tako dalje. Mi bomo danes poskušali narediti v obliki neke dosti sproščene razprave, en tak temeljni pregled. Seveda ne bomo uspeli zajeti vsega, naredili bomo par nekih točk, nekih postankov, ki bomo malo bolj podrobno obdelali. In
seveda je odprt prostor za razpravo na koncu, da se sami vključite, da postavite vprašanje, replike, ne? In da mogoče sprovedemo tudi neko splošno razpravo na koncu. Tako da, če bi začeli na tej točki nič, ne? In če začnemo kar z tabo Bojan, kako zdaj razumeti nastanek samostojne Slovenije? Ne? Se pravi, do kje je bilo najbolj seč v tem primeru? Ne? Se pravi, ali gremo od samega Kočevskega zbora, druge svetovne vojne, ker zdi se, da brez Jugoslavije od leta vsaj 43 dalje, osamosvojitev, kot se je zgodila leta 1991, se sploh ne je bilo mogoče. Hvala lepa. Točka nič, izhodiščna točka, zdaj, tudi v zgodini človeštva bi jaz težko rekel, da obstaja točka nič. Edina točka nič, ki menda res obstaja, je veliki Bog, z nastankom vesolja. Vse ostalo ima, pa tudi tista stvar ima vzrok, ki je pripravljena do posledice. Tako da je točka, ki jo štejejo nekateri za prvo pravo in edino, 25. juni 1991 je zgolj ena točka v neki liniji, ki pa recimo, da jo začnemo tam, kjer si omenil. Jaz glede nazaj ne bi segel, tako da tudi razne široko prisotne ideje o nekih stoletnih željah po državi in tako naprej. To je larifari, stoletna želja po državi ne more obstajati, če ni nekega testa, ki bi tu pri tem oblikovanju lahko pomagalo. Pa če vzamemo, da je merilo v sodobnem času, seveda država se konstituira kot prostor nekega naroda, mi ne moramo segati daleč nazaj, ker smo seveda kot narod se konstituirali verjetno kasneje kot nekateri drugi, recimo zahodnoevropski, pa tudi tam seveda oni, neke zahodnoevropske države, v bistvu ne izhajajo iz etničnega, ampak iz teritorijalnega principa nekega vladarja. Francija je tisočletna, Nemčija, v bistvu kako štejemo, Italija, seveda spet pa kako štejemo, ali pa Velika Britanija so stoletne države, ampak seveda ne v kontekstu razumevanja, kako danes razumemo državo, recimo kot nek geografsko zaključen prostor z nekimi etničnimi, kulturnimi in še kakšno drugo značilnostjo, pravnimi značilnostmi za določen prostor. V tem kontekstu seveda mi de facto ne moremo govoriti o čemarkoli to zadevno praktičnem, vsaj pred Kočevskim zborom. V avstrijski dobi seveda ne funkcionira naš prostor kot nek etnično zamejen prostor. Za začetek seveda Avstro-Ogrska ni etnično zamejena država, zamejena je v obliki dveh entitet, ki sta politični entiteti, torej nemška in pa ogrska. Vsi ostali znotraj tega seveda ne funkcioniramo kot etnično-politična entiteta, smo zgolj pač v tem prostoru. Seveda pa tudi tukaj lahko kdo narobe razume. Avstro-Ogrska v bistvu hitro lahko kdo pade na kakšno banalne nevolutno, ki se mu reče, kjer je bil uradni jezik, kar ni bilo. V avstrijski monarhiji, v avstrijskem delu ni uradnega jezika. V nobenem pravnem tekstu ne piše, kateri je uradni jezik te monarhije, da je to nemščina. Ni. Pustimo mačarsko, tam so stvari rahlo drugačne. Torej, slovenski prostor seveda ne funkcionira kot neka etnično-politično zaključena celota. Etnično že lahko, ampak politično pa tudi etično vprašanje od kdaj naprej. Politična pa absolutno ne, kot politična entiteta funkcioniramo znotraj Krajinske, Koroške, Štajerske, Goriške, Zgradiško, Istro in tako naprej. Trst svobodno mesto, torej en skupek nekih političnih entitet, v katerih kot etnija nimamo politične moči. Morda na Krajinskem pa še tam vprašanje kolikšni meri pa kdaj. Primerljivo je stara Jugoslavija, zdaj že po ustavni dikciji stara Jugoslavija, to je trok plemeni, narod treh plemeni, kar ni nič, to je termen, to je v lep celofan zapakiran nacionalizem, unitarizem. Tako da v tem kontekstu seveda jasno tudi v pravnem smislu, slovenski teritorij v pravnem smislu tudi ne funkcionira v stari Jugoslaviji. Mi smo zdaj Dravsko, to je nevino, vi ste samo
vsled nekih tehničnih bolj ali manj okvirov se je zaokrožila slovenski prostor, ampak ne cel, ker imamo sarapatski prostor, pa večji moramo zraven. Dobro, nekaj časa pa nimamo Bele krajine, ampak še vedno torej ne funkcioniramo kot etnično zaokrožena politična enota. Zdaj vprašanje je, če lahko rečemo, da nekam politično zagotovo, tudi na Kočevskem rogu, politično in zaokroženo geografske enote ne funkcioniramo. Vse Slovenija oziroma slovensko etnično ozemlje razdeljeno med 4 okupatorje, Nemci, Italijani, Madžari in Hrvati. Tako da v tem kontekstu ne. Ampak seveda v kontekstu neke politične zavesti pa smo že prišli tako daleč, da seveda v okviru Osvobodilne fronte se pa lahko vzpostavi nek razmislek o bodočnosti, ker te vojne so vedeli, bo zagotovo nekoč konec. Vsi so seveda upali na zmago prave strani, zdaj kaj so domili za pravo strani, je druga stvar. Vemo pa, kako se je stvar na konci izpeljala v zmago antifašističnih sil. Torej, po moje, Kočevje pa Črnomelj, torej zasedanje SNOS-a v Črnomlju februarja 1944, seveda sta temelja za vzpostavljanje državnosti. Ne glede na to, da seveda gre to za čas okupirane države, ampak ideja je bila v smeri po koncu vojne konstituirati tudi kot državno skupnost. Seveda nekaj preoblikovanja Jugoslavije, ki ne bo več centralistično-individualistična tvorba, kakšna je bila stara Jugoslavija. V tem kontekstu se seveda potem stvar vzpostavi tudi v resnici, z osvoboditvijo z letom 1945. Tako da, če zdaj pri letu 1945 omenimo seveda narodno vlado, zdaj narodnih vlad imamo Slovenci več, vsaj dve, ene še tiste z leta 1918, obe dve sta težko primerljivi med seboj, tudi pri štetju, katera je prva se kregajo, eni pravijo, da je prva šele Petrletova, ampak Petrletova je prva po prvih večstrankarskih volitvah po letu 1945, niti ni prvo samostojne Slovenije, ker je že prišel samostojne Slovenije, je že funkcionirala. Potem je pravzaprav Drnovšek prvi, ki je v samostojni Sloveniji narodno vlado, oziroma slovensko vlado postavil. Koncept, kakor še se je seveda potem vzpostavil v socializmu z relativno enakopravnostjo, oziroma bomo rekli naraščajočo enakopravnostjo posameznih republik, znotraj Srbije, potem še dve pokrajin, ki imata tudi rahlo različen status v začetku, potem še od 60 let naprej primerljivega. Seveda nastane opcija, ki pravzaprav potem lahko leta 1991 v praksi pravzaprav samo pomeni prestop iz ene strani ceste na druge strani ceste. V praktičnem smislu pa je država kot institucija v bistvu vzpostavljena, torej država se kot institucija ni vzpostavljala šele z demosom, pa s postopki, ki so potem upeljali do 25. junija 1991, ali pa do mednarodnega priznanja leta maja 1992, oziroma sprejetjem 8. maja 1990, ampak je to proces, ki se seveda z različnimi nihanji začel tam, kjer sem zdaj omenil, torej od Kočevja, Črnomlja, pa potem Socialistične republike Slovenije, kar pripelje do faze, ko je pravzaprav v nekem mednarodno ugodnem trenutku bila možnost, umetniško bi se lahko izrazili, da so v tistem trenutku odprla neka vrata in smo uspeli stopiti skozi tista vrata. Lahko je tista vrata bila ostala zaprta v okviru mednarodnih konstelacij ali pa tudi v okviru dogajanja v Jugoslaviji, predvsem seveda kljub sem upad v mednarodnem okolju. Če se ta vrata ne bi odprla, se pravzaprav ne bi nič zgodilo. Oziroma bi se zgodilo nekaj drugega, kaj bi se zgodilo, pa seveda zdaj ni več stvar zgodili nekaj proti špekulacija, kaj bi bilo, če bi bilo. To o tem ne bomo na ta način tukaj razpravljali. Torej, vsaj že od 60-ih let, pa še od sredine 50-ih let, ko recimo nek centralizem v
v jugoslovanskem kontekstu popušča. Recimo, na kakšen način se je v upravnem smislu recimo videl ta relativno tok, še predvsej centralističen sistem. Na republiškem nivoju imate vlado, kasneje od 50 let že počasi to kot izvršni svet se imenuje, ampak imate dveh vrst ministrstva. Imate zvezno republiško ministrstvo, ki deluje bolj po dikciji Beograda, imate republiško ministrstvo, ki so, bomo rekli, bolj za mehke zadeve, po svetu znanost, zdravstvo, šolstvo, kulturo, za mnogo se mi sliša, za hardcore zadeve, torej notra zadeve zunanje politike in tako naprej. To je pa bolj, še vedno bolj navezavi v Beogradu. To vse bolj popušča tja do 70-ih let v ustavi iz leta 1974, pa je seveda to že zelo zmeščano, kar je seveda jasno tudi potem videti tudi na način, da v 80-ih letih, sploh pa seveda potem po razpadu, pravzaprav eno krivcev je ustava iz leta 1974. In seveda tisti, ki stoji za njo, kar je. V bistvu, pravzaprav, kar se državnosti tiče, imamo razen tega, kar je seveda bilo po ustavi prenešeno na federacijo, pravzaprav vzpostavljeno vse. Na federacijo je bilo prenešeno, enostavno povedano, denar, vojsko, zunanja politika, pa carine. To glavno. Ostalo je seveda vse že na plečih, bomo rekli, lokalne politike v posameznih republikah. V tem kontekstu seveda tudi Slovenije. Tako da pravzaprav je to evolucijski proces. Ne moramo reči, da je zdaj 25. junij revolucija, ker revolucija pomeni nek nasilen prevrat, pravno uničenje vsega prejšnjega, evolucija pa pomeni neka transformacija. Seveda je tudi evolucija lahko malo bolj trda, malo bolj mehka, oziroma kakšni se bolj spremenijo v tem evolucijskem smislu, kakšni malo ne. Ampak definitivno jaz ne bi rekel, da je šlo za neko revolucionarno spremembo. Šlo je zgolj za nek proces, ki se je pač izpeljal v to, kar se je izpeljal. Pripričani smo, da seveda v nekaj drugih konstelacijah ne bi bil izpeljal na ta način in pač 25. junija enostavno bi bil 25. junija nenavezan, ampak ne bi bil državni praznik kasneje, kot je zdaj pač ne. Pač pa bi bil to navaden, kaj že bil torek, mislim, da je bil, 25. junij, ne pa kakšna Hvala, Bojan, za to spozorilo, glede na to, da imamo zelo mlajše publike, je to zelo dobro, da strnemo razvoj in neke institucionalne pogoje za samosvojitev, ki se razvijajo skozi Jugoslavijo. Tako da, ena izmed področij, recimo, ki je dosti aktivno v samem procesu samosvojitve, je seveda samo delovanje civilnih gibanj. To je nekaj, kar je postavljeno kakšen ekvivalent, se pravi za samim procesom samosvojitve in nakladno. Ampak tukaj bi pa mogoče zastavil Bože, da spregovoril nekaj besed točno v tem, glede na to, da si bil sam neposredno aktiven v civilnih gibanjih na področju ekologije. Se pravi, da poskušamo usmisliti tudi razvoj samih civilnih gibanj, od se pravi začetka 80. let dalje, ne od konca 80. let dalje in pred tem. S poudarkom na same ekologije, kjer si bil takrat močno dejavljen. Ja, Žiga, hvala. Jaz bi mogoče še sam malo komentiral to, kar je bilo zdaj rečeno, ker mislim, da je Bojan zelo natančno in podrobno pojasnil ta proces, ki je pripeljal do samostojne Slovenije, ker ga ne moremo obravnavati kot nek prelom, ampak kot nekaj, kar je močne temelje se postavilo ravno v času narodno-osvobodilne borbe v barakah Kočevskega roga v bazi 20 in kasneje po italijanski kapitulaciji septembra 1943 v Črnomlju na zasedanju SNOS-a. In skratka, pogoji so bili postavljeni za to. Recimo priporočam knjigo Vitomila Zupana Manuet za kitaro in 25 strelov, kjer piše, da je v Beli krajini, namreč Črnomlju v Beli krajini, nastajala poskusna država med Gorjanci in reko Kopo, ker tu so nastale inštitucije nove države, od denarnega zavoda do Slovenskega narodnega gledališča, skratka vse
institucije, ki jih potrebuje neka država, če pač funkcionira. Na to so se te institucije krepile, je bilo to omogočeno v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije. Se pravi, omogočilo se je razvoj teh ključnih elementov državnosti. In zato je bila ta osamosvojitev se ni zgodila iz nič, ampak iz prehoda iz ene državne forme v drugo. Tu bi pa rad poudaril še vseeno, da ta osamosvojitev ni bila čudež, ki se je zgodila iz nič, če bi to slikovito skušal reči, še manj pa brezmadežno spočetje. Namreč, tu je prisotno, kako je pa to, kot so radi rekli, jugoslovanska armada, čista kot solze, in ta osamosvojitev čista kot solze. To še zdaleč ni res. To bo treba še dodatno ovrednotiti, brez ovrednotenja skratka, od trgovine z orožjem, izbrisa 25.000 ljudi iz registra, od tega okrog nekaj čez 5.000 otrok, in potem razprodaje blagovnih znamk in tako naprej. In tudi sam bom rekel, apotnih demoniziran vsega, kar je v bivši državi Jugoslaviji, to se dogaja, da je bilo vse narobe, kar ni res. To bo treba še dodatno vrednotiti, ker dogaja se, po mojem mnenju, ena mitologija iz te osamosvojitve, ki pač ne zdrži, po mojem zgodovinskega presoje. No, Žiga me vprašal, zdaj pa ta gibanja, namreč 80. leta so bila zelo pestra v Jugoslaviji, zelo pestra. Skratka, zdaj se je nekako zraku bilo, da z državo ne bo vse v redu, politično, gospodarsko, in takrat so začela nastajati tudi razna gibanja civilne družbe, od feministične, mirovno gibanje, recimo Marko Krenvodu, in med drugim tudi ekološko gibanje. Tu so postajali, jaz se tudi s temi vizualnimi zgodbami ukvarjam, zelo močni so bili tudi razni vizualni nagovori, recimo naslovnice Mladine, ali pa če se spomnite, ko ste mlajši, tisti plakat za dan mladosti, ki je izval pravo revolucijo v Jugoslaviji, ker so za podlago uporabili motiv iz nekega nacističnega plakata. To je povzročilo pravi potres. In skratka, civilna družba se je začela odzivati na te odzive. Jaz sem takrat se tudi s to ekološko zgodbo ukvarjal, namreč jaz sem Belokranjec, in tu se je zgodila ena ekološka katastrofa na reki Krupi, kjer so onesnažili reko Krupo z poliklorinami bifenili. To je ena taka snov, ki se uporablja za kondenzatorje. In ta snov je pač stekla v reko Krupo, in to reko Krupo so ljudje uporabljali za pitje in za napajanje živil. In čeprav so leta 1983 analize pokazala, da je to vse narobe, je oblast to zamolčala. Ni šlo v javnost in nobenih ukrepov se ni izvajalo. No, na kraju je to prišlo do civilne družbe, do ljudi, do tih podatki, in inicijativo, da se to reši, so prevzeli lokalni prebivalci, alternativni mediji in pač civilna družba. Kar je sprožilo širše ekološko prepojanje. Zaradi neučinkovitega ukrepanja oblasti so sledili protesti. Civilne pobude, celo mednarodna javnost se je vključila konkretno Rasovo razsodišče, ki ga je takrat vodil Vladimir Delje. Ravno zaradi tega primera. Kasneje se je to gibanje okrepilo še z velikimi ekološkimi nesrečami, kot je bila leta 1986 Černobilska katastrofa. In potem so sledili množični protesti proti jedrski energiji. Tudi takrat se je dogajalo tudi to, da so najvišja priznanja, to smo potem raziskovali, za gospodarsko uspešnost dobivala podjetja, ki so bila uspešna na račun okolja. Recimo Tostihan, prašičerija je dobila na
najvišjo nagrado SFRJ za gospodarsko uspešnost, čeprav so onesnažili Kamniško Bistrico in naredili mrtvo. Skratka, na to se ni gledalo in tu je ta zavest je začela rasti, iz tega gibanja je potem nastala tudi politična stranka Zeleni Slovenije, ki je recimo leta 90 dosegla izjemno velik volilni uspeh 9%, kar je bilo največ v Evropi, ena najmočnejših zelenih strank. Kljub kasnejšim razkolom je pustila en močan pričat, da se ta ekološka zavest začela krepiti. Skratka, nekako bi zaključno ugotovitev rekel, da ekološko gibanje, eno izmed teh gibanj v Sloveniji ni nastalo le kot skrb za naravo, temveč kot odgovor na zatajitev oziroma neučinkovitost oblasti, zato se je zavzemalo za zdravje ljudi, za zahtevo po demokraciji in transparentnost pri delovanju in nenazadnje tudi za odgovornost za početje, ki se dogaja. Tako da to je bila ena taka izkušnja in mogoče, da zaključim s tem, tudi lekcija za danes, da brez pritiska ljudi ni ne varstva okolja, ne resnične demokracije. Če nismo kot neke vrste angažirani državljani, dvomim, da bo sama politika ukrepala tako, kot je treba, v skrbi za zdravje ljudi in narave. Hvala, Čoš. Tako, kar je Bože, da zdaj v bistvu nekako nakazal samim ekološkim gibanjem, ki naredi ta prehod iz civilnega gibanja v strankarski sistem, se mi zdi, da je to mogoče naša naslednja postojanka te razprave, se prav sami strankarski sistem, ki je postopkom za samo samosudnega, kot neka daleč neki ravni forme političnega sistema. Zdaj, vprašanje, Bojan, sam ta pogledna strankarski sistem, v kakšni meri sploh, tudi govorim o tem, da smo s tem utrdili parlamentarno kulturo, ali pa je ta prevzem v bistvu na neki ravni, mogoče, če malo kritično pogledamo, omejil samo delovanje širšega političnega sistema. Mogoče Mogoče najprej, stranke se tudi niso pojavile 25. junija. Stranke so se seveda pojavile precej več kot eno leto, tam leto 88, potem leto 89. Sprva še pod marelo SSDL, oziroma nekdanje OF, bi temu rekli. Jaz imam občutek, sistem, kako bi sistem nastavljen. Vse, da zostavo je sistem nastavljen na ta način, da je država, oziroma elementi oblasti v državi so državni zbor, državni svet, izvršni svet, vlada, pa sodni sistem in še kaj. Ampak te so glavne. Če zdaj samo prve tri malo komentiramo. Državni zbor, kot vemo, je sestavljen z 88 poslancev, ki so izvoljeni na splošnih volitvah v 8 volilnih enotah s 11 poslanci. Volilne enote so razdeljene na volilne okraje, ampak ne verjamem, če tu je izvoljen poslanc, ki bi bilo treba preveriti, ker ni garancije nikjer, da je z vsakega od 88 volilnih okrajev tudi poslanec izvoljen. Dva sedeža so zagotovljena neposredno za manjšini, za madžarsko in italijansko manjšino. Na drugi strani imamo državni svet, ki je korporativno, teritorijalno vzpostavljen organ. Zakaj korporativno? Zato, ker so v njem, če so v državnem zboru predstavniki, ki so izvoljeni kot kandidati političnih strank, so v državnem svetu v tem korporativnem njegovem delu zastopniki različnih interesov, torej delodajalci, delojemalci, prosveta, znanost, zdravstveni sistem in tako naprej. In potem je ta še pa teritorijalni del, kjer imamo pa eno nerodnost, ker ena umestna faza na manjko v upravni strukturi države, torej država pokrajina, tega ni, občina, upravne enote ne šteti, upravne enote je čisto tehničen element, kako funkcionira država na nižjem nivoju s svojimi uradi. Pokrajine kot nekaj avtonomno tega pa ni, pa smo ravno prej debatirali, hvala Bogu, da jih nikaj, če ne bi Slovenija že razpadla. Ne bomo šli od te grobe teze.
bi se pa dali dobro argumentirati. Neposrednega vpliva na izvolitev državnih svetnikov v bistvu nimamo. Oziroma imamo posredno prek nekega faznega sistema. Razmere med vlado in državnim svetom, državnim zborom so seveda zapisane, kako so zapisane v ustavi in zakonodaji o tem. Tu se je iskalo neke primerjave, kako je to na zahodu, kakšne so pristojnosti predsednika republike in tako naprej. Iskalo se neke vzorce, hkrati se je seveda tudi politično tehtano. Vedno moramo imeti pred očmi, da zakonodajalec ima pred očmi dve zadevi. Eno je vsebina zakona sama po sebi, drugo je pa vpliv zakona na nas. Pa ne na nas, ampak na njih, torej na stranko. Kakšna najbolj groben smislu učinek bo imela to stranko v zvezi iz tega zakona. Eno od teh rezultatov je recimo, zakaj imamo to občin. Ptuj bi bil, brez skrbi, Ptuj bi bil občina, mestna občina, zato ker ima dovolj prebivalcev, ampak če greste samo malo ven iz Ptuja, pa se po gričih začnete voziti, skoraj vsak grič cepijo občina. V Slovenskih Goricah je občin kot listne krave, pa še nekaj par lokacij v Sloveniji, kjer je občin nesorazmerno velik, in vse so globoko pod zakonskim minimumom 5000 prebivalcev. Pa še kje druge. Do tistega velikanskega pravnega kraha, da je eno od občin ustanovilo ustavno sodišče, občina Kranj. Stranke v političnem sistemu imajo seveda dve plati. Eno je plat, ki jo vidi publika, eno je plat delovanja, ki jo vidijo insiderji, in to ni nujno 1:1, oziroma ni to isto. To je prej zelo pogosto lahko kot dve strani kovanca. To, kar mi vidimo in slišimo in vemo in je v programih in tako naprej, je nekaj, kaj pa praktična realizacija pa seveda stvar političnega interesa te stranke, ki recimo tudi tukaj, zdaj smo ravno imeli volitve, prihaja do nekih hudih nesporazumov. V ustavi piše, da je poslanec zastopnik ljudstva. Torej vsake, ne stranke, ljudstva. Malo bliže smo temu tej tezi prišli, to drži, čeprav je zapisano v ustavi, s tem, ko smo župane volili iz državnega zbora. Pred tem je bilo pravzaprav državni zbor sestavljen iz tok strank, potem si imel pa še drug filter, ki si ga lahko pogledal, si imel pa, to so župani, ostali, ki niso župani. In proračun je lahko pravzaprav, malo grobo rečeno, seštevek županskih želja. Recimo, nismo kaj dosti zle, samo malo bolj perfidno to zgleda. Recimo, on dan vidim, ne vem, zakaj mi vrgel, na Facebook objavil Aleksandar Regoška iz NSI-ja, boril se bom za izvoz v Aribas, to bo boljši. To je lokalna zadeva, mislim, lokalna v kontekstu, če je on poslanc vseh, potem se mora za vse izvoze na avtoci izboriti, ne samo za tega, ker itak je tam že izvoz. Se ne bom na novo nastavil. Torej, to je en problem, da so politične stranke v bistvu ugrabile sistem. Danes pravzaprav je zelo težko prodreti z pravnim tekstom, ki je poskus zakona, pride z njim v državni zbor. To je zelo hitro misija nemogoče. Kar pomeni, da pravzaprav, kje je zdaj tu volja ljudstva, kje je zdaj tu res publika, kar pomeni stvar za ljudstvo, torej v osnovni zadevi imamo že težavo. Kot recimo še v kakšni drugi, recimo, mislim, da je drugi člen ustave pravi, da Slovenija je socialna država. Dobro, pravna je, to imajo skoraj vsi, ampak da je socialna, pa ni da imajo vsi stavak zapisati. Kaj zdaj pomeni socialna država? Če smo zelo ortodoksni, jaz se bil skoraj pripričan, da moramo pravzaprav vse poslance za nazaj resno vsaj predsodnika za prekrške.
Precej njih je pravzaprav tukaj imelo malo težav z razumevanjem pravne norme. Podobno kot kakšen drug izraz, se bomo zmenili. Ta izraz je zelo neroden, če ga slišiš iz ust politiki. Dogovorili bi rekel, da je malo bolj neutralno. Če se bomo pa zmenili, to pa prideš prehitro pri tem izrazom na nivou, a se vas zmenila. Ampak to pomeni, da se na račun nekoga drugega. Dogovoriti se običajno ne na račun koga drugega, ampak se dogovorimo vsi, ki želimo participirati, oziroma participiramo pa seveda vsi kot poplačevalci, pa mora biti nekaj, kar je sprejemljivo za vse. Če se pa zmeniva, se pa verjetno na račun Janez pa Franca, na račun Toneta, ali pa kaj podobnega. Mogoče še špekulativno, dalo bi se seveda zelo lahko prešteti, koliko je žensk v slovenski politiki, naj se bo v državnem zboru, naj se bo v državnem svetu. Državni svet ni tak, ga slište sam, ga samo kadar da veto na zakon, sicer v glavnem redke pride v zavest običajnega spremljevalca dogodkov. Številke nihajo, lahko tudi znotraj mandata, ker gre poslanka za ministrico, recimo, pa je moški nadomestni, pa spet pade razmerje. To so skušali popravljati, pa po moje seveda nismo to pravilno naredili. Če želimo imeti enakovredno zastopstvo, pa bomo, spustili statistiko, da je žensk malo več kot moških, pa da je žensk malo več kot moških v proporciju populacije, ampak rečemo, da je 50-50, oziroma 44, oziroma 49-49, pri Mačarih pa pri italijanskem poslancu bomo moč reči, ampak recimo mogoče se lahko menjati, po spolu, moški ženski, ampak ženski moški. Pa smo uvedli kvoto, ki se je počas dvigvala, najprej koliko mora biti žensk, potem so pa dali, da mora biti, potem so pa to generalizirali, pa malo poenostavili, hkrati pa seveda zminimizirali možnost, ker v praksi seveda nikoli ni prišlo do obratnosti kot je, namreč enakopravna zastopnost spolov v kontekstu, da jih mora biti toliko, najmanj toliko katerega koli spol, ampak tako je manj še 50%. Kar pa seveda še na koncu še vedno ne pomeni, da bodo tudi te ženske izvoljene. Ker pomeni, da bi mogel biti potem še volilni sistem popolnoma drugače zasnovan, da bi torej res bila, ne vem, kako bi to potem lahko izpeljali, na volilnih listih ima še 11 kandidatov, Šmed, pa to spet ni delimo z 2, bi bilo s kom zdaj začeti s ženskami, pa je potem 11 več, ali z moški, pa je potem spet en moški več, da bomo prišli do enakosti in potem deliti moški ženske, kako bomo imeli zastopnost. Zakaj se tega obreglo? Mednarodne raziskave se kaže in identično je tudi v ekonomskih okoljih. Prisotnost žensk ali pa čim večja prisotnost žensk v teh okoljih pomeni, da se ostrina ublaži. Ekstremi se morda ublažijo. Seveda, ekstremi so lahko obe strani, to je treba vzeti v zakup, si ne smemo zatiskati oči, ampak kljub vsemu ženski politiki ali po ekonomiji delujejo malo mehkej. Sej še niste nikoli slišali izraza, spet se eni starci petelinijo, starke petelinijo, ker seveda se ide tudi na funkciji, sej so sami stari možakarji, ki svet tečajo izpostavljajo, niso stare gospe. Verjetno bi bilo treba premisliti, zdaj, kako na kakšen način premisliti, referendumske iniciative smo videli, so tudi vnemar zadati, ker pravzaprav nimajo realnega učinka. Naplahtali so nas že prvič. Pri referendumih o občinah so nas naplahtali, ker so bili posvetovalni, ker niso bili zakonski. In ne malo primerov je, ko je okolje reklo, ne, kaj smo biti svojo občino, se smo jaz 3 hiše pa 2 štale, ne so ravno karikirano. In so rekli, ne, ampak ne, politika je rekla, ja, ker so imeli kandidata še župana, čist banalno povedano, to je bil verjetno razlog. In čemu hoditi na referendum, če učinka ni? Največji učinek bi bil, recimo, če bi bila
sprejeta ena od pobud, ki je bila na prejšnjih zadnjih masa referendumih, o preferenčnem glasu. Ampak ga niso potrdili, seveda, ker potem je plača lahko manjša, kot nisi poslanec. Manjši vpliv je, kot nisi več poslanec. Tudi obljuba, da bo to šele za naslednje volitve, to se pravi, da se boš čas pripravil, da boš več poslanca, tako je podobnega, ni bila dovolj za nekatere stranke, celo za tisto, ki je to ponudila, oziroma bila na ponudniki, ta zadeva ni šla skozi. Politični sistem pri nas je v bistvu bi bil potreben resnega popravka. Težava je pa samo v tem, to lahko naredijo samo oni, mi ne moramo. To bi bila revolucija, pa zdaj revolucija povemo. Revolucija pomeni seveda tudi kaj hujšega, kot samo da nekdo izgubi stopček. Hvala. Zdaj, dosti se dotakne samih občin, z tega fenomena občin od se pravi samega obsega, kot, kar se mi zdi najbolj bistveno, tega prepleta lokalne in državne politike v tej sferi. Tukaj smo pričali en izmed teh stranskih produktov, 90-ih je v bistvu, recimo temu, županski lok. Tako da, Bože, da ti si imel dober pogled, dolgo leta si tudi strokovni sodelavec v državnem zboru, bi morda kaj dodal na temu županskega lobija v Sloveniji? Ja, zanimiva tema, ampak najprej bi rekel, da, ker zdaj tih 35 let obravnavamo, da je Slovenija nedvomno razvila nek demokratični okvir, imamo redne volitve, imamo menjave oblasti, imamo neke inštitucije, ki naj bi delovale, ampak hkrati se je pa pokazala ena velika slabost. Namesto, da bi se prostor politične artikulacije širil, se pogosto skrči samo na strankarske interese in na koalicijske interese. Ni neke širine pri tem. In tu je, problem je bil recimo vloga te lokalne politike, recimo bilo je obdobje, ko so bili lahko župani istočasno tudi poslanci v državnem zboru. In seveda župani, tudi vsi ti poslanci, kar je že Bojan omenil, so zvoljeni v nekem okraju. 88 okrajev je bilo 2 specialna za manjšine, za Italijane in Mađare. In vsak, ki želi biti izvoljen, mora navijati na volitvah, kaj bo naredil za svoj okraj, kaj bo naredil za Ptuj. Ampak kot je bilo rečeno, v državnem zboru se odloča o celi državi. Sprejemajo se zakoni, ki tičejo celo državo. Ti ne moreš. In recimo, jaz bom tudi iz lastne izkušnje povedal, ker sem sodeloval na nekih diskusijah v državnem zboru, v teh odborih, in recimo tudi v državnem svetu so področni posveti na določene teme, to najdete zbornike na internetu lahko. Recimo, tako je bil zakon, čisto konkretno, kako je to potekalo, recimo zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Država, Slovenija, je namreč lastnik določenih zemljišč in gozdov. In o tem je bilo treba sprejeti zakon. In seveda država ne upravlja neposredno s temi zemljišči in gozdovi, ampak daje koncesije nekomu, nekaj podjetju, da skrbi za državni gozd na nekem območju. Dajete koncesije. In koncesionar mora plačati državi določeno vsoto iz izrabe tega zemljišča, tega gozda. On poseka tam, 100 hektarjev gozda in določen del mora iti državi, ker je lastnik. In tu je potem župani so se zbrali in so rekli, mi pa hočemo nekaj od teh koncesij. Se pravi, da se del tega denarja, ki ga država dobi od koncesij, da nazaj v te občine, kjer so ti državni gozdovi, ta državna zemljišča.
In tu je potekalo strahovito lobiranje. Na drugi strani je pa 37 strokovnjakov, to zelo dobro, ko se spomnim, tudi najdete na internetu, to so vsi podatki, podpisalo, da ta sredstva, ki jih dobimo iz gozdov, iz zemljišč, naj se vrnejo nazaj v gozd oziroma za lesno predelovalno industrijo, ki je ob razpadu Jugoslavije Slovenije imela 40.000 zaposlenih. Leta 2010, ko se ta zakon recimo sprejemal, je lesna industrija praktično že propadla. Bilo je 15.000 še zaposlenih v lesno predelovalni industriji. In čigav bi največji interes moral biti, če ne županski, posebej recimo Kočevje, ki ima največ tega, pa recimo Postojna, pa Semič, pa Dolenjske Toplice, da dobijo ta sredstva, da bi delovna mesta dobili za to, za omogočiti nadaljevanje tega. Ker namreč mi v glavnem les požagamo in hlodi grejo v Avstrijo in tam naredijo dodano vrednost, naredijo omare, naredijo ne vem kaj iz tega in potem gre spet Slovenijo v Koper in gre v Saudijsko Arabijo, ne vem kam v svetu in mi iz tega nimamo praktično nič. No, skratka, ta župani so se takrat spravili skupaj in zlobirali, da je skoraj polovico teh sredstev šlo v občine. Ene občine so dobile po 200 evrov, ker niso imele nič. Meni en župan rekel, Božo, prav imate, to ni vredno, ampak kaj, če 200 evrov je pa 200 evrov. Pa bomo dobili 200 evrov, pa imeli za znamke, če ne drugo. In skratka, ni bil interes nekaj dobrega narediti za, to je moja interpretacija, ne samo moja, ampak da bo vse nekaj dobro, pa če bom dal 1 evro, pa 1 evro. Ampak skratka, in zlobirali so to, in je bilo, mislim, da 40% so potem dobili, tu je bilo zelo velika kregarija na tem, koliko procentov, čim več. Mislim, da je Pogačnik takrat minister, rekel, malo si krot, to ne malo kroto, takrat. Skratka, to je ena izmed takih zadev, Morda še kak zakon, recimo, kar je manj znano v javnosti, Zakon o planinskih poteh. Ne vem, če ti dijaki veste, da bila ta denacionalizacija, izvedena tam 99. leta, nekje, ko so določeni, jaz bom rekel, feodalci dobili zemljišče, predvsem pa Rimokatoliška cerkva je dobila s politično odločitvijo, recimo, celo pokrivko. Ampak očitno nekaterim ni bilo to še dovolj, so hoteli še, da se, ker po teh gozdovih in tudi drugih potekajo planinske poti. Recimo iz Rudno polje na Pokljuki poteka do Blejske koče, pa do nekaterih planinskih poti in bil je noter členčič v tem zakonu, da morajo dobiti lastniki teh gozdov neko odškodnino, ker se uporabljajo te planinske poti. Argument ključni od tega je bil zato, da gre to za komunistični izum te steze, in to je bila neverjetna diskusija. In tam smo dokazovali, da gre za, da so to stoletne poti, pastirske, lovske poti in tako dalje, in na srečo to je bil hud politični spopad. In potem Planinska zveza, ki je sodelovala pri pripravi tega zakona, najprej sploh ni dojela, zakaj gre. In ko smo tam en kolega, ki je latir prav delal, mi je pojasnil, poslušajte, zračunajte, kaj to za vas pomeni. Ekar je bil predsednik Planinske zveze, se dobro spomnim, naslednji so prišli na sestanek vsi bledi, so rekli, če se to resniči, mi naj zapremo vse planinske koče. Gledajte, te stvari, to je čisto ena taka konkretna stvar. Da ne govorim, recimo, če sem že tu, zakon o divjanju in lovstvu. Kaj so hoteli? Hoteli si privatizirati lov. Dati lovno pravico tistemu, ki je lastnik zemljišča. In to, tudi nekateri so dobili recimo 150 hektarjev in so vztrajali, jaz sem tu lastnik, smatrajo, da je lastnina absolutna, da lahko delaš kar hočeš.
Gost, mimo grede, ima ekonomsko funkcijo, se pravi, nekaj lahko iz nje zaslužiš, ima socialno funkcijo, pa si predstavljate, da ne morate nikamor gostiti na noben sprehod, kot imajo že nekje, recimo v Avstriji. To so hteli eni in so hoteli iz ekološkega vidika, češ temu preprečiti, da bo ljudje svinarijo vozili v gost. Recimo. Se pravi, ima ekološko funkcijo, ima socialno funkcijo in gospodarsko funkcijo, več funkcij ima. In to je v korist vse. Skratka, hoteli so tudi privatizirati lov, kot se zaprave fedalce spodobi, in mi pa, in tam, kjer je na tak način to narejeno, če delate primerjalno študijo z evropskimi državami, tam v bistvu več nimate nobenih živali. Imate, mi v Sloveniji pa imamo še volka, medveda in risa, recimo velike zveri, kar se redko katera država v Evropi lahko pohvali. In imamo 60% Slovenije pod gozdom, izjemno poznatna tretja v Evropi smo, in mi to naravno bogatstvo ne znamo izkoristiti. Mi nimamo diamantov, nimamo nafte, nimamo ne vem kakšnih drugih naravnih bogatstv, imamo pa to. Skratka, ne gleda se tukaj zdaj na nek interes, da je za širšo, za celo državo dobro, ampak nekateri gledajo samo na svoje lastne interese, egoistične interese, to vse bolj prevladuje, kot zdaj vidite, recimo z poskusom popolne privatizacije zdravstva in tako dalje. To se na več področjih dogaja. Na srečo je bilo sprejet zakon, da župani ne morejo več biti istočasno poslanci, ampak še vedno se koalicije neformalne ustvarjajo pri določenih zadevah, da bi uveljavili neke svoje parcialne interese. Ne rečem, da so tudi kakšne koalicije dobre, pozitivno, ampak razni lobiji skušajo svoje parcialne interese uveljavljati. Ta zgodba, recimo z lovom, to še ni zaključeno. To bo in še kakšne druge stvari bojo sigurno še prišle na dnevni red, ker se eni s tem nikakor ne morejo sprijazniti. Mi imamo pa danes, kakorkoli imamo Lovsko zvezo 23.000 članov, ki, če ne bila tako organizirana kot je, mi danes bi bili živalsko opustošenje v slovenskih gozdovih, kot je v večini evropskih držav. Tako da tu neke stvari niso za vse večne čase zabetonirane, ampak se je treba nenehno boriti, da se take zadeve prepreči. Če samo še nekaj dodam v zvezi z občinami, pa imamo mlajše v publiki. Občine so kot politične institucije od 1849 dalje. Številčno bolj ali manj stabilno tja do 30 let 20. stoletja. Kakšna je bila takrat situacija? V Sloveniji, brez tega, kar je bilo Zarapalsko, je bilo 1000 in še nekaj občin. In so se odločili, da seveda to ne more funkcionirati, to so živi mrliči, takšne občine niso sposobne prvič kakšnega kadra, ki bi ga potrebovalo v občini, da funkcionira, ne boš vse posod najti. In so se odločili za komasacijo občin in so število občin, komasacija pomeni združevalco, občine iz Solona, ki so pač nekje skupaj ležijo, v neke večje občine in je to število padlo potem na blizu 380 na konc, so se spet malo razdelili, tako da smo imeli recimo pred začetkom druge svetovne vojne 400 in še nekaj malega, ampak res manj kot 5-6 občin še nad to delu, ki je brez zarapalskih prostorov. Po drugi svetovni vojni imamo pa v bistvu dvojno politiko. Prva politika je dvojnost, ki je v tem, da imamo silno pogoste menjave imen. Iz katerega kroja si ti, iz katerega si pa ti torej krajevni ljudski odbor, kar je politično telo, ampak je imelo seveda tudi oznako za
torej organ, ne, ampak je imelo tudi oznako za teritorijalni teritorij, ne, iz tega kroja si, da je to mišljen bil teritorij. Dokaj ne prijemo spet nazaj na uporabo termina občine. Druga plat pa je, da se število občin spet zmanjšuje, oziroma prej krojev se spet zmanjšuje, dokaj potem v 6 letih ne prijemo do tega, da smo imeli občine, s katerimi se pa danes sliši, srečate v imenu, ko govorite, mora biti nekaj urediti na upravna enota. Ta ozemlja upravne enote je to, kar je bila občina v času socializma, torej od 6 let naprej. Po leta 90 let, torej do transformacije, seveda tudi smisel, struktura, kaj naj vsebuje, oziroma kakšne so naloge občine, so se spreminjale. Zato je bila ta socialistična tudi tako velika. Sosednja vaša je bila Slovenska Bistrica, Maribor, ena od mariborskih, ne vem, ki je bilo več, ki je na to stran, Lenart, Ormož je tudi bil, pa že Ljudomer, pa že Murska Sobota. Pa Lendava in to je to na tem koncu. Danes pa malo drugače. Torej, nov sistem, ki najprej ni bilo deljiva teza od 3000, potem so to dvignili na 5000, pa seveda še neke druge stvari, ki jih mora občina imeti, osnovna šola, zdravstvo, osnovna trgovinska preskrba za življenjske področje in tako naprej, pa knjižnica. Potem je šlo na 5000. Ampak, če greste danes gledati, je po normativih, tam morda ne 130 občin, od 215 mislim, da je občin zdaj, vse ostale so 213. Vse ostale so pod normativom. Kako? Zato je ustanovilo ustavno sodišče. Ja, prav, zato je ustanovilo ustavno sodišče občina Ankaran, ki je ustanovilo po moje čist iz logike lobiranja okolja, ker oni tudi hočejo dobiti nekaj od koncesij, ki jih država plačuje občini zaradi tega, ker je tam luka. In zdaj Ankarančani so mislili, da oni na stran zaliva, občani preveč porabijo zase, dajmo mi na svoje. In ker ni bila prava procedura izpeljana, ker državni zbor ni hotel razpisati referenduma, je potem državno sodišče, takrat je zdaj predsednik Petrič z aktom, ustavnim aktom so ustanovilo občino, ker je nenormalno. Torej, primerimo zdaj številko, zdaj je 213, pa jih je bilo 1000, pa bi mogli še največ 300 dodati zraven še za rafalskih poslov. Vmes smo imeli enkrat 64, 65, kako so kakšne funkcionirale, kako so se lahko preživljale. Itak slište, koliko nastane določeni stroški, ker občina ne glede na kvadraturo, na površino, mora poskrbeti zim za pruženje. Hvala Bogu nam gre zdaj na lokmane, ker ni videl snega, če ne pa vsako zaplato treba spružiti. Zdaj, če imaš veliko teritorijalno občino, ki je silno malo poseljena, kot je Kočevje, recimo, moraš vse, če imaš pa tako malo občino, ki ima pa spet veliko določeno število prebivalcev, pa blazno nekih cesti, spet jih je treba vse spucati. Mimo grede, ker smo ravno v tem severovzhodnem koncu, ena najmanjših občin je Odranci. A veste, koliko ima površine? 7 kvadratnih kilometrov. 7 kvadratnih kilometrov je, če greste na najvišjo točko krajske stavbe, malo čez Dravo, pa po smer malo, ne smeš daleč gledati, po blizu moraš gledati, ker če zelo daleč gledaš, po tej logiki vidiš že v tretjo naprej. Koliko prebivalcev pa občina Osilnica? Pa mislim, da jih je nekaj 300, Ja, več da staro okrog 70. Ampak tudi te občine so lahko zelo genialna zadeva. V Hodošu, kjer mislim, da je 150 ali 180 volivcev, se mi enkrat zgodilo, da so tako kakarjavno, na pol so se presega na volitvah v župana. Kot da bi se menili v gostilni, ti za tega, aha, ne pa tudi odločno. Ok, pa... A še? Nekaj samo podačka, da sem... Ja, hvala. Mogoče zdaj sprehodili se bomo še čez par področij, od vprašanja socialne države, zunanje politike in kulture, ampak zdi se mi, da mogoče dobro razvijati en širši okvir vsem temu in to je pa sama razvojna vizija slovenske države. Ker to, čemu smo lahko priča,
nekemu velikemu mejniku je bil vstop v Evropsko unijo in zvezo NATO. Ne. Zdaj pa se pojavlja vprašanje, ne, kaj sledi za tem trenutkom, od katerega je imelo že več kot 20 let. Ne. In zdaj recimo, kar se tiče same Evropske unije, smo lahko še vedno priča neki javnomnenjskim raziskavam, še tudi visoki ravni podpore. Za NATO pakt smo pred leti pred vojno v Ukrajini videli že upadanje. Javnomnenjskih raziskav se pravi podpora že upadla od tistih 60% podpore na referendumu leta 2003 na skoraj 50%. Ne. Zdaj pa seveda spet porasno. Ampak vseeno, tukaj se odbira to vprašanje, se pravi, kako v smislu dolgoročno neko strategijo razvoja države, a jo sploh imamo, ne? A jo sploh imamo in kaj se obeta na tem področju v prihodnosti, ne? Mogoče vprašanje za oba. Če smem začeti. Recimo, da smo imeli v 20. stoletju televizije. Ena vizija je Milko Brezigar, večina verjetno slišala, ni še slišala za, ampak on je leta 1918 pripravil gospodarski načrt Slovenije. Glede na to, da seveda takrat Slovenije kot politične entitete še nismo, ker to še znotraj Avstro-Ogrske objavljeno, ne po 31. oktobru oziroma 29. oktobru 1918. Naslednja vizija je vizija, ki se je pripravila v Kočevskem Rogu. Kje se ta vizija vidi? Recimo pri kakšni banalni stvari. A veste, kdaj so ustanovili Statistični urad Republike Slovenije? Avgusta 1944. Koga vraga rabiš v času vojne Statistični urad? Kaj z njim počel? Verjetno so želeli sveda zaradi nekih razvojnih razmislekov, da je treba neke stvari zbirati, neke podatke, da se lahko neke analize delajo. Naslednja je potem Kavčičeva, recimo, da je bila pa Šinigojeva, predvsem zadnje dve, sta delno zna, da ima Šinigojeva še manj kot Kavčičeva izničenje. Kakšna vizija? Jaz se zelo bojim, seveda, zdaj to je tudi zelo težko najti napisan, ker v nekih političnih načrtih strank, recimo, pred prvimi volitvami. Ja, kapitalistični sistem gospodarstva, ampak kaj več, pa evropske povezave, pa gospodarska rast, Švica bomo to svalirali, s to uro tam ne bomo prišli, razen geografsko rada. Kaj več pa ne, pa transatlantske povezave, kam se je skrivalo hkrati evropske povezovanje, hkrati NATO, to je bilo, to boste našli. Ampak kaj pa potem? Ker vizija bi človek, ali pa neko dolgoročen pogled, bi pričakoval se, da nam počuje tudi, kaj je dan potem. Ker 1. maj 2004 prišel, kaj pa je 2. maja? A 2. maja smo dosegli vse cilje in ciljev nimamo več. Ja, verjetno ne bi se mogli s tem, da ciljev nimamo več. Se tudi, če pogledamo, kaj smo ustvarili v teh 35 letih. Klinični center je socializma v Ljubljani, v Mariboru zdaj nekaj delajo, v Ljubljani so sam pediatrijo naredili, Šempetrska bolnica, ki je še najmlajša od teh, je tudi socializma. Narodne univerzitetne knjižnice je poprečni načrt izgrajena tik pred drugo svetovno vojno, nove še ni, vsak načrt, zdaj sta že dva, oziroma zdaj že drugi, ampak drugi nastal zato, ker je bil prvi nezastarel v smislu arhitekturnih vizij, ampak v vsebinskem smislu je bil preraščen. 30 let ali pa 25 let. Ja, eno te preveč knjig, recimo ne, eno so pa seveda drugačnih knjigov, bibliotekarskih postopki in tako naprej. Avtoceste. Ja, Maribor, Murska Sobota Lendava je kasneje zgrajena. Ok, drugi pas Celje Maribor, oziroma pa Ljubljane potegnem. Stavno je bil pa še prej. Večina je bila prej. Glavni deli koridorja so že prej. Kaj smo v železnicah naredili? Železnica smo naredili progo iz Murske Sobote do Hodoša, je elektrificirana, ampak če je kdo želi gledal nacionalni dnevnik, je itak slišal o državah v Turnišču, ker je preslabo napajanje, tudi proga ima preslabo napajanje, tako da ni nujno, da gre vedno elektro, ampak gre lahko tudi što temperca še kar, torej parna vleka, oziroma dizel vleka vleče proti mizarski.
Druge na železničnem sistemu nismo nič naredili. V drugem tiru smo se začeli pogovarjati koncem 90-ih let. Kandidat za ministra Gašperšič, mislim, da se je pisal, in na hearingu v parlamentu, to je za vlado Mira Cerarja 2014, je rekel, da prevoz, pretovor v Luki Koper je to še nov dosegel, imamo še časa 30 let se zida. Do tega, da tudi če se kaj več zmenili, da smo potem nekaj drugega tepe, oziroma dogovorili, kaj bomo po neki viziji gradili naprej. Tepejo nas postopki. Čeprav nas postopki tepejo zaradi samih postopkov, pa smo 2 leti za Avstrijci začeli vrtati lukno v Karavanke. Tepe nas tudi nihče ne želi prevzeti odgovornost. Ja, niso naredili to, a si ti zdaj vodja institucije, torej ti si odgovoren, če niste sprovedli. Zakaj ne možeš neko stvar narediti v 200 dni, zakaj rabiš 3 mesece? Ne vem, zakaj rabiš 3 mesece. Razumem, nek čas je potreba za umeščene prostor. Tega prostora tudi ni dolg, pa ta prostor bo ne tudi dolg poznamo, da bi se to dal hitrej narediti. Ne vem. Mnogo kje boste opazili, da v bistvu opozarjajo, da pravzaprav ni problem v tehniki, ampak v nadzoru izvedbe. Je pa seveda še en drug problem, da je torej v prejšnji mladini, pa se ne bom spomnil, ko se že možakam pisal. Leta 1991-92 smo imeli približno 150 zakonov, pa njih 300 podzakonskih aktov za izvajanje teh zakonov. Danes imamo menda brez evropskih 15 000. Seveda zdaj, jaz predvidevam, da se bojim, da tudi umetna inteligenca nima nadzora pri povezovanju med enim, kaj tam piše, kaj pa kontra piše. Ker to je problem. Tako da en del naše korupcije je morda tudi korupcija hiperzakonodaje in nepreglednosti zakonodaje. Poleg seveda problema, ko je zdaj zakaj odgovornost. Odgovornosti nihče noče prevzeti. Tukaj smo pa pravzaprav biti človek, celo grobo rekel, smo podedovali socializem, kolektivna odgovornost. Torej, vsi smo krivi, pa meni krivi. To je seveda bolj primerljivo tudi z lastnino, vse je naše, pa neč ne naše, tako da lahko razbijemo, če treba. Možda bi imaš nekaj dodati? Ja, vizije. Imeli smo 2 vizije, da gremo v Evropo in da gremo v NATO. To so bili referendumi, uspešni, čeprav je bilo recimo glede NATO je bilo strani določenih intelektualcev in tudi strani starih partizanskih borcev dosti pomislekov, da je to izključno organizacija v interesu Združenih držav Amerike. Jaz bi rekel, da bi mi danes morali glede tega se malo kritično tudi to zadevo, ali to še isti NATO, kot je bil takrat, ko smo imeli referendum, se malo kritično vprašanje, ali se to sploh upamo narediti. In seveda šli smo soglasno v Evropsko unijo, seveda pa nismo imeli tretje zadeve, to so že mnogi to omenili, kaj želimo iz te države, v kakšni državi želimo živeti, te vizije. Jaz mislim, da bo tu zelo težko nek konsens doseči, glede na to, kakšno je stanje v državi. Tako da, kako ta konsens doseči je kvadratura kroga, ker so tako različna stališča. Eno je poskus uničenja socialne države, ki ga doživljamo, na drugi strani se še skuša to zatršati, ampak če bo šlo v tej smislu, da bomo sesuli državo, kar smo na dobri poti, da se to zgodi v naslednjih letih, ne bomo imeli nobene priložnosti več za neko solidarno družbo, ki je pogoj za neko normalno življenje, pa se bomo delili na bogate in revne, v stilu tistega znanega reka Superhika iz romana Alan Ford, The
mlajši me ne poznate, to je bilo zelo kultni strip, so v Italiji izdali, zelo je zažigal v Jugoslaviji. Superhik je eden od teh bizarnih likov, ki je rekel, jemli revni in daj bogati. In se bojim, da gre precej v to smer. Skratka, moral bi biti zdaj ekonomist, pravnik, zdravnik, ne vem kakšne stroke, vse da bi dal odgovor na to vprašanje, ampak o tem se bo treba pač soočiti, kaj narediti s to državo, v kakšni državi želimo živeti. In to je po moje ključno vprašanje. Jaz ne želim živeti v državi, ki je razprodala vse svoje zlate kure, podjetja, ki je prodala letališče Brnik, istočasno se bi pa radi šli turizem in nima svojega letališča, prodala banke, podjetja in tako naprej. Jaz vidim prihodnost oziroma priložnost, vidim v znanju, v tej legiji Slovenije, geostrateški legiji, neki zeleni preobrazbi in nekem tehnološkem razvoju. Skratka, ne upam se tukaj dati nekih končnih odgovorov. Skrbi me predvsem to, ali smo sposobni oblikovati vsaj neki minimalni konsens o tem, kam želimo iti. Skupni dogovor, ne samo politika, ampak družba, da to nekako sprejme. To je tista smer, v katero želimo iti s to državo. Tega dogovora jaz, resnega dogovora, ne vidim v tem trenutku. In to se mi zdi, da je ne rabi bilo vse detalje, ampak vse neka ključna smer, da se to dogovori. Samo še stavek o zunanji politiki, pa potem imamo še eno drugo zadevo. Slovenska zunanja politika se ne začne z lobiranji okoli 25. junija, po 25. juniju pa Brionski sporazum in tako naprej. Slovenija je, podobno kot druge republike, v bistvu imela nekaj vrste skrito zunanje ministrstvo tudi že v socializmu v zadnji fazi, tako imenovani mednarodni komitej za mednarodno sodelovanje. Ti sicer bil bolj malo gospodarsko, ampak seveda tudi politične povezave so se ustvarjale. Recimo sodelovanje z sosednjimi pokrajinama v regiji Alpe-Adria, torej Bavarska, avstrijske, južne dežele, pa Finlandija, južna krajina. O osamosvajanju smo se potem skušali nasloniti, iskati neke opore, te je bilo v nemški politiki, nekaj opore smo iskali v Avstriji, tudi z nekim neformalnim zunanjim ministrom, oziroma pooblaščencem Slovenije Karlom Solerjem na Dunaju. Kasneje pa seveda zabredli, oziroma v sočasno imeli pa tudi težave, recimo v Italiji se je obljubila ideja o revivalu Arpanske meje, torej da se spet obnovi pogodba iz Rapala, torej da se anulira državna pogodba oziroma mirovna pogodba iz Italije, ki je šla v veljavo leta 1947, s katero se je spremenila meja, oziroma potem še londonski memorandum do konca Bosni, sporazumi, ki ustvarjajo mejo, potem kakšna je bila tudi junija 1991. Tu smo potem seveda imeli cincanje znotraj naše politike, ki je bila mestoma kratkovidna, mestoma preveč strankarsko usmerjena, recimo v popuščanju Italiji strani takratnega zunanjega ministra pri španski kompromis. Šlo je recimo za pravice Italijanov, ki so kot Ezoli se umaknili do nekih premoženjskih nadomestil za premoženje, ki so ga izgubili po leta 1954, ko so se najkasneje umaknili. No, mimo grede, Slovenija je potem začela plačevati na en fiduciarni račun v Luksemburgu, Italija se tega najbolj še ni dotaknila. Zakaj? Ne zato, ker ga ne bi rabila, ampak to je politika. Če to vzameš, je stvar zaključena. Če pa ne vzameš, je pa še vedno možnost, s katero lahko karta, ki je asi iz roka, gremo seveda v ufanje, pa tam, mislim, da je kvazoperske zadeve.
Dvakrat smo bili v varnostnem svetu nestalna članica. To recimo, da bi bil nek domet. Eno od velikih, recimo dometov, čeprav so tudi personalni domet iz tega osebe, ki je to bila, je bila funkcija mednarodne politike, funkcija kasnejšega predsednika Damira Türka, ki je bil v bistvu politični tajnik generalnega sekretarja OZN Kofija Anana. Kaj smo sicer dosegli, je pa, koliko smo vidni v mednarodni politiki, pa seveda zdaj drugo vprašanje. Eno so vljudnosti telegrami ob izvolitvah, drugo je pa poskus nazga lova na tist trapast izraz francosko-nemški vlak in podobne. Hvala, Bojan. Nas že malenkost priganja čas, tako da bomo naredili en manjši preskok in mogoče pokončara Božidel na samo vprašanju kulture, identitete, umetnosti. Zdaj, v sklopu same osamosvojitve je zelo veliko vlogo odigrala, oziroma smo priča zgodovinsko kulturnim umetniškim zanosom takrat. Mogoče čisto na kratko en pregled, pa morda vprašanje, se pravi, kako lahko vidimo, da se je recimo, na kakšen način se je odnos oblasti do kulture in umetnosti recimo spremenil v zadnjih 35 letih? Ja, kultura v bistvu ni bila samo spremljevalec politike, bila tudi njen pomemben, kako da rečem, soustvarjalec. Nenazadnje, leta 1988 so pisatelji začeli pisati slovensko ustavo, kulturniki, ki je potem postala, ko se je predelala slovenska ustava. Tone Pavček, recimo, je prebral Majniško deklaracijo na tistem zborovanju na Kongresnem trgu 88. Skratka, kultura po mojem bila zelo pomembna, je vplivala na oblikovanje skupne identitete. In glasba, film, potem določene akcije, ki so bile v 80 letih, Božo, še v knjigi tudi 80-ta, kot so bile podarili dobrim, pa recimo Slovenija moja dežela z Lipovim listom, to so krepile nacionalno zavest. So pa po Jugoslaviji v bistvu kulturniki in umetniki tudi s svojimi določenimi deli književnimi tako zelo kurili z nacionalizmom, ki je potem pripeljal tudi do razpada Jugoslavije. Mi smo ponosni praviloma pri nas na športnike. Jaz se vprašam, ali smo lahko in morali bi biti ponosni tudi na mnoge naše umetnike in znanstvenike. Že recimo v Jugoslaviji smo imeli v Ljubljani Ljubljanski grafični mednarodni center, ki še zdaj funkcionira, ki predstavljajo se dela iz celega sveta. Tako je recimo, bolj se ukvarjam s slikovno umetnostjo, recimo v Ljubljani, Ljubljanska moderna galerija se je povezala v samostojni Sloveniji z alianso 6 zelo pomembnih muzejev po Evropi, sodobne umetnosti, od Madrida, Barcelone, Istanbula, Antwerpna, Eindhovna in imajo določene skupne projekte in povezujejo se pod imenom Internacionala. Recimo, za časa vojne v Sarajevu je moderna galerija sodelovala pri pomoči umetnikom v Bosni in so tudi sprožili eno mednarodno akcijo zbiranja likovnih del za Bosno iz celega sveta in zdaj se ravno realizira v Sarajevu muzej sodobne umetnosti Ars Aevi se imenuje, ki bo predstavljal ta dela. Tudi tujina je začela umetnost recimo zelo posebej iz socialističnega obdobja, posebej recimo arhitekturo socialistično in spomenike antifašistične, ki so nastali v Sloveniji na območju nekdanje Jugoslavije, izjemno ceni kot vrhunska umetniška dela. Recimo v MoMI v New Yorku je bila razstava, ker so predstavljali ta določen del teh spomenikov, recimo tudi
iz Slovenije, recimo Ilirska Bistrica, ti spomenik, ki predstavlja kot neko kraško podzemlje, ampak partizanski spomenik, zelo ceniti, dočim recimo v Sloveniji so bi nekateri radi vse to uničili ali vse odstranili, kot se je zgodilo nedavno v Velenju z žaganjem glave kipa Antona Gostinčiča, priznanega svetovnega umetnika, ki je naredil kip maršala Tita, ali spomeniki najboljših slovenskih kiparjev, ki so krasili Brdo pri Kranju, so bili odpeljani pod izgovorom, da grejo na restauracijo v Ljubljano. Seveda niso šli na restauracijo v Ljubljano, pa so šli v depo v vojaški muzej v Pivku. Skratka, nekateri se tega sramujejo, teh del, in bi radi izničili v spomin na antifašistični boj in na bivšo Jugoslavijo. Leta 2004 je takratna vlada začela sploh program proti sodobni umetnosti, ki se ni ustavil niti do danes, še prav nasprotno. Recimo, politična stranka je likovno delo priznane mednarodne umetnice Maje Smrekar uporabila na svojem političnem plakatu, brez da bi za kakšne avtorske pravice vprašala kaj takega, in sprožila gonjo proti degenerirane umetnosti, kar je ista kopija, kot je Hitler počenjal v nacistični Nemčiji. Pred prejšnjo vlado so se dogajali tisti petkovi kolesarski protesti, ampak istočasno so se vsak torek dogajali tudi protesti kulturnikov in umetnikov pred Ministrstvom za kulturo, ker je pravi program se naredil čez umetnike in kulturnike, da se jim odzemalo statuse, finančno nemogočene, in zdaj smo v zadnjem času tudi poslušali, kako se bo zapirala pipica kritični civilni družbi in seveda tudi kritičnim umetnosti, ki ni po okusu recimo vladajoče politike. Skratka, kultura za identiteto nekega naroda je zelo pomembna. Nazadnje formirali smo se nekako, po moje, Prešeren svojo poezijo kot nek kulturen narod, ampak očitno imajo tudi svoje kriterije, po katerih mislijo, da je kultura izključno harmonika ali kaj podobnega, tako da glede tega sem zelo zaskrbljen, kam bo šlo to naslednjih letih. Ampak upanje pa polagam na civilno družbo, zelo veliko upanje na civilno družbo, kajti civilna družba v Sloveniji je še vedno živa in ne pristaja na vse te razne poskuse demoniziranja vsega, kar je napredno in nekako človeško. In mislim, da bo preprečila, da ta Slovenija zdrži v neko podalsko provinco, zatohlo podalsko provinco. Skratka, civilna družba mi daje upanje. Omenil si, na kaj biti ponosen. Mi včasih tudi študente vprašamo, na kaj so ponosni kot državljani ali prebivalci te države. Začnejo športom, treba tukaj narediti eno korekcijo. Pred 40 leti smučali, smo vsi smučali. Zdaj nismo več, zdaj smo že narod kolektivni športov, kar pa ravno ostali recimo nismo bili. Po en Slovenci bil kakšni zvezdni reprezentanci. Pa mogoče se še kakšno tako stvar spomnimo. Ampak jaz bo dal pa eno, ko bi rekel, kost bom vrl za Johna, mogoče biti ponosi še nekaj drugega. Slovenija je ena redkih držav, ki ima v ustavu zapisano pravico do rabe, oziroma kot uradni jezik, tudi kretanje. Slovenija je ena redkih držav, ki zdaj to, se upravičujem, mlajši ne vedo, o čem, kaj bom omenil, katere dve besedi bo to, oziroma s čisto zvezenje, pa lahko kasneje razgradijo, pa doma vprašajo. Svit in zona. Bo kdo rekel banalnost. Ampak v
v zahodnih ekonomijah tega nima, v zahodnih zdravstvenih sistemih tega ni. Bom pojasnil samo z enim stavkom. Eno je za gospe, za testiranje oziroma testiranje za raka dojk, drugo je pa svit je pa za rak debelega črevesa. No, zdaj prihaja še Peter, tako da bo zdaj tudi moški enakopravni, če se malo grobo pošali, ker zdaj gospe so bile prednosti z Zoro, mi bomo zdaj dobili pa Petra za prostato, prav za rak. Zakaj pa ne biti ponosen na to, recimo? Tega nimajo vsi. Ponosen na to, da imaš javno zdravstvo in javno šolstvo. To je nekaj stvar. Da si lahko mislim, to, ko s kakšnimi tujci govoriš, recimo Angleži, da ti ne rabiš prodati hiše, da boš lahko še imel zdravstveno storitev. Imamo doma 12 mesecev. Ja, to ni, vam je 6 mesecev porodniška, recimo, ne. Pa imaš velike probleme takšne, ne. In da ti to država omogoča, da to si res lahko nosna, ampak očitno vsi niso. Super, to je malo optimističen zaključek, smo bili zelo kritični, ampak nismo na državni proslavi, pristop malo drugačen. Zdaj, malo smo predolgi, zelo veliko smo govorili o vprašanjih publike, zdaj nam razmakuje časa, pa lahko vseeno tudi eno dva vprašanja, čisto na kratko. Če kakšno vprašanje, prosim, ker izvolite. Za mlajše velja to zdaj ni izpitno vprašanje, ni problem. Lahko se opogumite brez skrbi. Tudi respekta ne rabite imeti pred nami. Bom let prebila. Jaz nisem zgodovinarka po stroki, sem v muzeju zaposlena, ampak zelo vneto spremljam vso dogajanje, sploh zdaj, ko se dogaja, so se zgodile te volitve in tudi Madžarska. In razmišljam o tem, ko ste govorili o tem fenomenu lova, naprimer, ko ste to omenili. A ste ugotovili mogoče, kdaj, v kateri vladi se je to zgodilo in ali so vse vlade potem imele enak odnos do tega, ali katera stranka bolj pritiskala na to, katera manj. Vemo, naprimer, kaj se zdaj v zdravstvu dogaja, nekateri so bolj za privatizacijo, nekateri bolj za javno zdravstvo. Kak je, naprimer, bilo v tem primeru, ki ste ga omenili? Ja, v tem konkretnem primeru je stranka SDS bila tista, ki je želela privatizacijo lova, pa tudi Nova Slovenija, seveda. Ti so pritiskali in mislim, da od tega niso tudi odstopili. To je bil res hud politični spopad. Takrat se je zbirala tudi tako ena lovska peticija. Ne vem, da je točno koliko, ampak ogromno, ne vem, koliko tisoč ljudi je takrat podpisalo, lovci so to prav zbirali, te podpise, da se to prepreči. Kajti, če bi se to resnično, pač šli bi v nek feudalni sistem, ker bi lovska organizacija bi spet bili goniči, hlapci, gospode, ki se bi šla svoj lov. Tako je pa v bistvu bilo to rešeno, ampak tu čakajo zasedi, da bi to izpeljali. Tu je recimo Franc Zagožen, se ga spomnim, je izjemno lobiral za to, da bi ta rešitev se izvedla. Na srečo je bil takrat predsednik Lovske zveze Bojan Lipičnik, pokojni, ki je razumel zelo dobro, koliko je ura, da se v bistvu želi uničiti to organizacijo, ki v bistvu res učinkovito skrbi za divjad, čeprav se je ta fama proti lovcu pobijajo živali pa to. Če ne bi imeli tako organizirane lovske organizacije, kot jo imamo, mi bi imeli opustošene slovenske gozdove, oziroma živali ne bi bilo. Pač to je dejstvo.
je alternativa, če ne bi tega imeli, ne, ko pravijo meni nekateri naravovarstveniki. Kaj je alternativa? Črni lov? A ni bolje, da imamo organizirano, da se strokovno upravlja s tem, kot da nimamo nič, ne. In pač, ki so pač hoteli in tudi dati, recimo, da bi na 100 hektarjev bilo lovišče. Poslušajte, žival se giblje na najmanj 2000 hektarjih površine, ne. Oni so hoteli imeti lovišče 100 hektarjev, recimo. Kako bi ti upravljal, tam gre ena srna, teče 2000, skratka, noro, ampak tu je bilo samo ekonomski interes, to je moje in na mojem zemljišču da delam, kar hočeš. Skratka, da je lastnina absolutna. Na srečo je tudi, oni so šli tudi na ustavno sodišče in so tam zgubili, ne, da lastnina ni absolutna, ne, ima tudi ekološko funkcijo, ne. Ti ne moraš na svojem zemljišču delati bilo kaj. Skratka, jaz pričakujem, da bojo, ko bojo potekle koncesije in odvisno, kakšno bo razmerje sil v parlamentu, bo spet, je pa seveda tudi RKC ima prste globoko marmeladi, ker je dobila te gozdove in smreke in vse to je premalo, še malo lovili, ne, nekaj kasirali, ne. Ampak to pomeni tudi, da ne boste šli po borovnice, pa po Kostan, po Gobe. Ampak se po drugi strani, to je tudi v duhu bitke države, potem ne rabiš inšpektorjev, ki kontrolirajo, ne. Je 7 v Sloveniji. Ja, je ne pa, ne. Ampak 7 plus 7 se ne bere. Jaz sem prej omenil, če na te poskusi so bili, recimo, jaz se spomnim te pogovore za goštom, ker preferirajo kao ekologije, gdje to ja za to, da se zaprejo gozdovi, da ljudje ne bojo smeti noter vozili, ne, s to logiko, ne. Mislim, paste, da vi ne boste imeli dostopa v gost, ne. Mislim, to je abnormalno, ampak to imajo nekje po drugih državah, ne. In še najbolj noro je bilo tole, naročili so študijo, kako je urejen lov po Evropi. In res je, recimo, imajo vezano na lastnino. A kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Ne gremo v Evropo, ampak ko smo mi šli v Evropsko unijo, lovski zakon o divjadi lovstvu ni bil tisti zakon, ki bi ga mi mogli uskladiti z Evropsko unijo, ampak je bilo prepuščeno vsaki državi, da to ureja kot sama smatra. Na srečo, ker drugače bi šli mi v opustošenje. In mi vedno pravimo, zgledujemo se po Evropi. Mislim, žalostno. Evropa bi se v tem primeru morala zgledovati po Sloveniji. In mi bi mogli na ta način nastopiti, ne da smo neki ponižni pudli, ki samo kivamo, ampak reče, poslušajte, pogledajte, kakšne rezultate, da je takšna organiziranost pri nas, ne pa samo, mislim, ni v Evropi se idealno. Tudi mi imamo kaj ponosno za pokazati, da imamo dobre rešitve. In tako bi treba nastopiti. Samo kaj češ, krive je hrbet, da nastopite. Samo eno pripomnica. Ja. Samo tega pogovarjamo, da je tega, da jaz ne pojma o tem. Ampak ravno zadnjič v televiziji je bil prispevek pred dnevnikom, to je plačil lovna masa v Triglavskem narodnem parku in pokazala nekaj plačnike. Ljudi iz tujine so prišli ubiti banca za svoj užitek. Turizem. Lovski turizem. Ja, lovski turizem. Ja, tudi to je, recimo, lovišča s posebnim namenom, ki jih je v Sloveniji, mislim, da 6, ne, recimo Medved, Kočevska reka, pa tako naprej. Oni se zdržujejo tudi iz tega, iz lovskega turizma, ampak pazite nekaj. To poteka na strokovnih podlagah. Zavod za gozdove naredi letni odstrel. In ne more to, da boš ti kar tam nekaj streljal. Tudi recimo za divje prašiče, ko sezona, ki je precej odlova, to ves odstrel poteka na strokovnih podlagah. Ja, tam prikazan bil posameznik iz tujine, kot je prišel v danes. Vse lahko tudi domačin. In je zato plačal. Ja, je plačal, ampak mislim, to...
Ker, paste, mi živimo danes v kulturni krajini. Divine, recimo, take, razen na Kočevskem rečemo, kakšen pragost, ampak so majhne količine, mi moramo s tem upravljati na nek način. In tu strokovna inštitucija, kot je Zavod za gozdove, pa Inštitut za gozdarstvo s tem upravlja, ker pripravi za vse lovske družine po Sloveniji letni plan in ga morajo izvršiti. Če ga ne izvršijo, plačajo neko kazen. To so zelo, zelo resne zadeve, ne? Strokovne zadeve. Lahko damo to v anarhijo, pol je pa druga zgodba. Še komentar, vprašanje. Sicer se zahvaljujem kolegom Ligi Smoliču, Bojanu Balkovcu, Božedarju Flajšmanu.